Lepo vas pozdravljam, drage sovaščanke, sovaščani, gostje, ki smo se zbrali na spominskem večeru, posvečenem akademiku, profesorju, dr. Jožetu Toporišiču. Še posebej lepo pozdravljam sorodnike in mi je žal, da med nami ni njegovih sinov. Danes namreč poteka žalna maša v Ljubljani, ki je seveda se sorodstvo udeležuje. Je pa v naši sredini svakinja, gospa Terezija Toporišič, domača Reza, pa nečakinja, gospa Ivanka Vaškovič, tudi nečakinja Ana Ogorevc, verjetno kdo od družine in od sorodstva, kar tudi lepo pozdravljam. In vsem sorodstvu še enkrat izrekam iskreno sožalje. V pripravi na ta večer sem slišala, da je imel Pepi Toporišič zelo rad glasbo in petje, kar niti ni nenavadno, glede na to, da je bil jezikoslovec. Posebej so mu bile ljube citre. In zato smo poprosili gimnazijko Ano Marijo Agnič, ki je bila nekoč učenka glasbene šole Brežice, da nam popestri večer z dvema skladbicama. Izvolite. V zvezi s tem citram bi jaz lahko nekaj povedala, ne? Od pokojnega oče je bil zavijet v Rusiji. In je tam imel enega dekleta, učiteljica je bila. In ta mu je podarila citre. In so ga velikokrat doma prosili teca, da ne zaigra. Pa včasih je zaigral, ne? Pokle pa je bilo pa, včasih je bilo hudo. Zagnarje, pa zato pa šel Pepi, prvimi svetmi obhajili, pa ni bilo ga v kaj obleči in je mama prodala tiste citre. Pa jim je bilo jako žal za to, ne? Ali je bilo pač tako, ne? Zato je ostala ta ljubezen do citer, ne? Ja, Do te glasbe, ne? ja. Zdaj pa vam bi jaz na kratko podala oris bogate življenjske poti akademika profesorja dr. Jožeta Toporišiča. Rojen je bil 11. oktobra 1926 na Mostecu, očetu Jožefu in materi Jožefi, rojeni Žabkar. Osnovno šolo je obiskoval v Dobovi v letih 1933 do 1938. V letih od 1938 do 1941 je naredil 3 razrede klasične gimnazije v Mariboru. Oktobra 1941 je bil z družino izseljen v taborišča zdaj nemške Šlezije in Poljske. Domov so se vrnili junija 1945. Isto leto je opravil 4. razred tečajne gimnazije v Brežicah, nato redno srednjo šolo na klasični gimnaziji. Maturiral je 1947. Od leta 1947 do 1952 je študiral slavistiko v Ljubljani, slovenski jezik s književnostjo in ruski jezik s književnostjo. V letih 1952–1953 je služil vojaški rok v Beogradu in Zemunu. Sledilo je enoletno pripravništvo na gimnaziji v Novem mestu. Od leta 1954 do leta 1965 je bil zaposlen kot lektor za slovenski jezik na Filozofski fakulteti v Zagrebu. V študijskem letu 1962–1963 je bil štipendist Humboldtove ustanove v Hamburgu, kjer je proučeval eksperimentalno fonetiko.
Leta 1963 je doktoriral na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Leta 1966 se je v Ljubljani habilitiral za docenta, 1970 za izrednega profesorja in leta 1971 za rednega profesorja za slovenski knjižni jezik. Postal je predstojnik katedre za slovenski knjižni jezik in stilistiko, kjer je bil do svoje upokojitve leta 1996. Honorarno je predaval tudi na Fakulteti za sociologijo, politične vede in novinarstvo ter na Fakulteti za gledališče, radio, film in televizijo. Predaval je na poletnih seminarjih za tuje slaviste in tudi na tujih univerzah v Gradcu, Celovcu, Berlinu, Leipzigu, Varšavi, Helsinkih, Moskvi, Chicagu, Los Angelesu. Napisal in objavil je preko 2000 prispevkov iz jezikoslovja in stilistike. V njegovi zapuščini je okoli 30 knjig povezanih z jezikom in slovnico. In nekaj jih imamo tudi tukaj, ker so jih prijazno prinesli iz knjižnice Brežice. Bil je član mednarodnih združenj za jezikoslovje, od leta 1972 do 1978 tudi predsednik Zveze slavističnih društev Jugoslavije. Leta 1996 je bil odlikovan s srebrnim častnim znakom Svobode Republike Slovenije za izjemne zasluge v slovenistiki, za utrjevanje njenega mednarodnega ugleda in plodno vključevanje stroke v slovensko kulturno in osamosvojitveno življenje. Leta 1991 je postal izredni, leta 1997 pa redni član Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Leta 2006 je prejel Zoisovo nagrado za življenjsko delo na področju znanstveno-raziskovalne dejavnosti in področju slovenskega jezikoslovja. Umrl je 9. decembra 2014 v Ljubljani. Po tem bogatem življenjskem orisu bi jaz prosila še za eno glasbeno točko, da malo premislimo, kaj smo slišali, kako se nas je to dotaknilo, zato prosimo na Marijo. Zaigrala nam bo pa Kje so tiste stezice. Kako ste rekli? S to pesmijo narodno, ne? To vse smo mi prepopevali v kuhinji, ko prišel domov, kje so tiste stezice, kaj ti je deklica, mrzel veter tebe žene, vse te smo mi dali skozi. Zelo nam je bilo lepo, ko prihajajo. No, lepo da bi bilo tudi. No, kaj povejte? Prej nisem zasledila. On je tudi škrabca obdelal. Smo čuli na pogrebi, zadnjič je Frančiškan zelo lepo povedal, ne, o jemi,
vse delaš, ga prišel prositi na univerzo k njemu in je rekel, če bi on zbral, raziskoval Škrabca, ne, ki je bil jezikoslovec, da bi vse tista Škrabčeva dela združil v eno knjigo ali pa morebiti več, ne, in je privolil, je rekel ta frančiškan, vam bo pa pomagala ena gospodična tam, pa je vprašal, kako je šlo, pa je rekla, da od kroja je bil malo bolj siten, da pokle so se pa zelo ujela, da sta vse uredila. Pa tega Pleteršnika je tudi on, je simpozij tam ustanovil, ne, da so vsako leto so prišli iz Ljubljane profesorji, da so predavali in rekel je, da je on prosil Kučana Zagnar, da bi tisto hišo Pleteršnikov uredili in župana. Samo on pokle z Gnarom ni jemu upravka, tisto bilo nakazano v Pišece. Pokle so oni razpolagali s tistim Gnarji, ne? No, toliko sem pa še kaj povedala. Seveda vas bomo vprašali. Zdaj bomo pa si pogledali posnetek Brodarskega večera. Upam, da se še vsi spomnite, kako lep večer je bil, kako polnega srca smo se vračali domov. Mogoče kaj o vasi značilnosti, ko ste bili mladi vi, seveda. Bolj je bil proizvajalen, bi jaz rekel, ne, vsaka hiša je imela krave, pa konje, skoraj vsaka hiša, razen čisto bajtarji, kočarji smo mi rekli. No, ampak ti so bili zelo redki, je bila vas razslojena, glavnem smo bili posestniki tu, večinoma, in je vsak svoje delo in mislim, da je bilo prijetno tu živeti. Treba je pa bilo zelo trdo delati in smo hodili na pašo čez Savo, s brodom smo živino gnali in tam se je pasla. Jaz sem rad bolj spal in je morala Micka stati, ker je bila starejša, zgodaj zjutraj in potem sem jo jaz ablezval, ne, ste rekli, da sem domov pregnal krave. Pa mi je naročila, še zdaj se spomnili, pa to ne. Mama rekla, da pojď Vjovs je pa tam na Obrežju. In sem pač šel tja, ne. No. Delati je bilo treba, hudo delo je bilo, pa Mostec je kolikor toliko prosperiral zaradi broda, ker so bili brodarji in so imeli dohodke, normalne, več ali manj, ne. Pozneje je pa to šlo počasi nazaj, zmeraj manj se je ljudi brigalo za brod. Recimo nekaj časa je bilo središče pri nas, pravno pri Toporišiču, da so brodarji tam poročali o tem, koliko so zaslužili in zapisali. En blagajnik je pa bil drug, jaz ne vem, a je bil Cetin ali je bil Krulj. Jaz sem bila blagajnik. Ti si bila blagajnik. In se je natančno vodilo. Noben ni mogel iti na drugo stran, če ni imel pravice. Mošanci so se pa vsi zastonj vozili, mislim, da. Ne? Ko so bili še dobri stari časi. Tam smo pasli tudi konje. Včasih smo imeli po mladiče vsako leto. No, in vse je to se tam odrajtalo okrog toplic na tej strani. Zdaj so tam deloma toplice že, pa mislim, da tudi dol prodirajo proti Strugi in še naprej, ne. No, tako da zdaj je vas z malo manjše. Ja, Moščanci, ne? So bili tudi poštirkanci in vas je bila... Posledica tega, poštirkanci zaradi tega, medtem ko smo mi rekli, da so Mihalovcah posorji, mi pa poštirkavci zato, ker smo bili blizu Brežic, da smo bolj speglani, da bližje oblasti, ne, in kolikor toliko mestni govorici tam v Brežicah, no, tako, povsod so imeli, ne vem, kako se je reklo, s lancem, Zigmarji, ali so po nemško Zigmarji, se sem nekje opisal, torej to, tudi zapisal, to se mi je zdelo zanimivo, da je, to je pa drugače, mi smo bili pa poštirkanci, ja. Preveč advokati so bili blizu in moj star oče je imel zelo veliko posest tudi tam v Dobovi,
ker je postaja, pa Kramer, pa vse od transformatorja dalje, pa se je nestalno prepiral. In so sodniki pač dobivali denar, oziroma advokati so dobivali, ne. Torej, in so tako. Drugače so tudi radi dajali ljudi v šolo v Brežice, meščansko šolo je bila, tudi moja starejša sestra, poznejša Šivilija Pepca, je tja zahajala, zaradi tega verjetno, ne, da so malo pomeščanjeni. So pa imeli neko prednost, jaz si vsaj tako mislim, ali pa taka otroška domislica je, da morajo mošanci zmeraj zmagati pri gasilcih in večinoma je tako tudi bilo. Kamorkoli smo šli, če ni bilo Mostlica, ni bilo tekmovanja, ne. V njej je tudi, ko je bila motorka, je ta zmeraj delovala, ko je prav čas žgala in tako naprej. To je bila tako, v nedelja so preizkušali te zadeve in smo prav imeli torej neko obogatitev tega vaškega življenja. Pa veselica, pa cerkev, edina cerkev je bila podružnica tule na Mostnicu in smo zaradi tega bili tudi malo bolj ponosni. Moj staroče se je enkrat predstavil v Dobovo k svoji hčeri, Kramerjevi pa je rekel adios, Fabjanček in Sebastianček, ko je šel pa prišel nazaj, pa je rekel dober dan, Fabjan in Sebastian, ne. Torej, tu je le bil gospodar, ne. Veliko parcel rekel je, da ima pod vsakim oblakom parcelo. In je res imel torej tudi dalje v unih ribih tam, gorinskih, ne, ko jih mi imenujemo, torej in Hrvaško in tako dalje. Dolensko tudi tule, Kranjsko mi pravimo na tej strani, da je Kranjska, ne Gorinska, ali Dolenska, ne, bi rekli, da. No, prosim. Gospod profesor, pa dajte nam 2 stavka o moščanščini povedati. Ja, koga bi pa radi videli? Karkoli. Še enega. Ja, jaz sam ne vem vsega, ne. Velikokrat vejo drugi boljše mošansko kot jaz. Pa moram vnaprašati od me, ne, če čem resnico zapisati. No, zdaj je pa že preveč besed. Ja. No. Če lahko malo skočim in se navežem, zanimivo je, da jaz sem tudi prišla v teh krajih, ne, in sem takoj opazila, da tukaj ne poznajo izraze, da grejo tja, vsi grejo tam. Ja. Grem tam, vsi rečejo, in to mi je takoj padlo v uho, da tako rečem. Grem tam. Tam, ja. Kaj Pač pa pravite? imamo sem, ja, to je pomanjkljivost. Smo zgubili razliko. Ampak ta pomanjkljivost je vraščena v te ljudi, jaz opažam, kako... Ja, grem, ne. Ja, tega ne poznajo. Ja, ne poznajo. Ne poznajo. To se naučimo s knjižnim jezikom, ne. Ali pa tudi ne. In tudi oziralnih zaimkov nimamo, kdor kar nimamo, nič. Če bi kdo, ne, in kdo god, je ne kdorkoli. Ja, ja. Kdo god. In kadar jaz osebno naletim na take ljudi, ne, se vedno vprašam, pa kakšen je bil ta človek, kako je lahko toliko dal od sebe, ko je pa vendar imel njegov dan enako kot moj naš, 24 ur pa leto 365 dni, ne. In vedno neko iščem, po kaki modrosti, kaj ga je gnalo, ne. In jaz mislim, ne, da mogoče bomo del te modrosti odkrili tudi iz nocojšnjih pogovorov njegovih sovaščanov, tistih, ki so živeli z njim, ne. In bi jaz mogoče začela malo, tako kot sem vam povedala, življenjepis, bi šla tudi skozi življenje v pogovoru, koliko bi boste seveda dovolili, da ga vodim, ne, ampak lahko se tudi spontano stvari dogajajo. Pa bi najprej povprašala gospo, bom rekla, Zofijo Sečen, teto Zofko po domače, ki je sestrična, Pepijeva sestrična, kajti njen oče, pa mama pokojnega Pepija sta bila brat pa sestra, ne. Pa me zanima, teta Zofka, v kakšen čas, recimo, v kakšno vas, če mogoče se še kaj dodatno spomnite, je bil rojen Pepi, pa vi tudi, ne, se sta bila v bistvu skoraj vrstnika, ne, bila ste eno leto starejša, ne.
da je bilo že veliko povedano, nimam veliko, ampak to sem pa se mislila. Naša vas je bila nekaj posebnega, Mošanci, mi Mošanci. Pošterkanci, je bilo to rečeno, smo pošterkali srajce, krovice, pa skvite skum. Malo melja, pa vode, pa se tisto naredilo, pa pošpricalo je to tega, pa bila pošterkana. Pa, ne, so se bolj zbreščanje, to je bilo, Mostic je bila bolj napredna vlast, ne, to je pa seveda vršpeča, kazeži, da. Se bo slike se bojo vrstile, vi pa lahko kar povete. Povedala ste mi tudi, recimo, ko sem bila pri vas, ne, kaj vse je Mostec takrat imel, ko danes nima, ne? To so bile posebnega nekaj bila Mostec, ne. Trgovino ste rekla, ne? Trgovino. Dve gostilne so bile, trgovina je bila, obrtniki, ne. Ko je bil, Šumlaj je bil žnidar, ne, obrt je imel pravo obrt, Šoškova je bila ptice žnidar. Ja, pa nas so bili tišari, ja. Dokler te so bile tišari, pa obrte ni bilo, je bil obrt, pa takih še bilo več. Pa do Šušterja smo imeli, tudi Cetinov Juže je bil tudi Šušter, ne. To je bila res napredna vas, ne? Glede tega bi skoraj rekli smo nadodovali. Žnidarce so bile, to je bila sodim Šuškovka je imela obrt, bila pa še Hrvatičeva, ona je bila tudi Cetinova, tudi Žnidarca in Pepačar je bila pokla, ne, tudi tako, to je bilo. Ja, pa Dinč je bil tisti žnidar, ne? To je bil Dinč, ja. To je za hec, to je bilo... Prstajenki so bile, ne? Tudi žnidarji. Tam so tudi, pa si se za čajta so pomrli tisti fantje. Za Dinča bil pa zmerem hec, ne? On je kar po oki, po meri, tako samo pogleda pa napravo hlače. Pa pride en popne hlače iskat, ja pa niso šle gor. Ja, taka moda je, ne, tako vuske, ne. On je pa rekel, moda gor, dol red mora hlače jeti. Tako je bilo. Peti je povedal, ne, da so njegovi pravzaprav starate, so bili zelo premožni, ne, ljudje. Ja, seveda. Ampak ta čas, ne, ko se je pa Peti rodil, pa ni več med tako dobro šlo, ali je še šlo v družini. Je bilo malo teže že. To je zdaj, ne bom tu zdaj razlagala, ne vem, to vsake sorte je bilo težav, ne. Težav, ne prenese življenje. Bilo je pa drugače, ne. Čeprav je bilo bolj revno, pa so se ljudje zaskrbili. Pa tu je bilo ljubezen, to Mostec je bilo nekaj posebnega, tu se je ljubilo vse poprek, sosedje, ne. To je bilo, to je zdaj na Mosti največ, je, kaj mislim, da kar po trije, tam kliče je bilo zalih, fantov, glih tako. Tam v Trhaljaka, tam so kar, sosedje so bili maslavči, tam so si kar dve pobrali, ena je šla v treh, ne, Trhaljakove, ena šla na Gasparini, ne, Očka je Gasparinovga imela, ne. Tam pokler Jože Cetinov je jemal Gačnikovo, France Cetinov je jemal Šijunkovo, ne. Šijunk je jemal Petrkučevo, ne. To je bilo, Grigor je jemal Pučkovo, ne. To je šlo, ta oče od Pepita je jemal Žabkarjevo, od sestre njegove, od očeta je pa bila ena Brsečni, ne. Ena Gasparini, Veronika, ja, ena Kranarci, pa več jih je bilo tu, Čateži, pa Črnci, pa Krškivoci, to so bilo familije, ko se šikam, ne, tam samo zdaj, ko se ne vipajo še enega med, ne. Zdaj bi vas pa jaz vprašala, kako se pa vi spomnite svojih bratrancov, pa sestričin, recimo, ne? Pepi, ta njegovi bratov pa sester. Ja, tu smo bili kot ena družina pri nas, tu so bili deca večina pri nas. Moja naša Ivankica je bila, Tonča je bil stalno, Pepi je že poklamej, on ko je že na šolo, pa tisto drugač pa. Pred šolo, če se spomnite. Tu smo bili kot domači, ne, pri nas se, najeli so se in vse je bilo pri nas, pa igrali, to je bilo, naši so bili trije, pa Stenko Franjce, pa Pogolovče scene, pa oni, pa to je bilo lušno, ne, vesele. Kako se spomnite takrat Pepija, recimo?
tistih cajtov? Kakšen otrok je bil proti drugim, je bil enak, Bolj bogat, mir, ni bil tako, on ni bil, ja, bolje, niti ni s temi znošim, tako da ne vidim ga v tistim društvu, da bi, da, on je bil že za sebe in menda že bolj za šolo ali študiral, jaz sem tu že Bolj ne miren, moram tako, točno, aha. da druge sorte je bil on, tako. No, se Sem pole že pa povedala, šola. ne, Ja. da samo 4 razrede naredil v Dobovi, v Dobovski Ja, šoli. je to Pokler Pokler šel pa v Maribor. Ja, ja. Maribor Ampak jaz bi še Maribor. malo zdaj povprašala te najbolj rostih spominov, ker tega dejansko je malo kdo to ve, ne? Ker le parih vas je, ki ste živeli v tistem času, pa bi jaz zdaj vprašala teto Enico, ki je bila njegova soseda in to sošolka, ne? Sošolka, Ja. Ne, sigurno otroci so takrat z Mosteca, tako kot danes, večinoma hodili v Dobovo, ne? Ja, ja. Ampak pot je bila pa gotovo drugačna kot danes, ne? Kak je to izgledalo? Ja, ni bilo asfalta, je bilo bilo avtov? ni bilo avtov, ni bilo nikogar, peš smo hodili, ja, mi tri smo hodili skupaj prvi razred, ne. Ivanka pa Verica Pučkova, pa Tes, Ljubostonče pa Pepi. Samo ona dva sta bolj skupaj hodila, ne. Torej, fanti bolj posebej, punce bolj. Fantje so bolj posebej hodili, ja. Mi pa posebej, pa kak je bilo, pozim je bilo, Eva. ko bi zima, pa ki so bile mloke, ne, so bile tam pa led bil, tam smo se znali dolke velike zadržavati, pa smo se enkrat pa kjer pa Pa tudi kjerkrat v okri prišli, ha? Ja, Šola. tudi. Pa noben se sekiral preveč, ne? Ne, Se je posušilo. vse posišilo se. Ja, tako, samo kreka nismo pa bili, kaj pa šule dropleš, ne? Ja, ko ne boš, ne? Kak je pa v šoli bil, tako kot učenec? Ja, Kak se ga vi šuli je bil spomnite? dost miren, kaj bi druga rekla. Poslušal. In ja, on je bil zmeraj odličen, ne? Drugi Pa- nismo ne tako. Pa se kaj ste tako, da je tako se o njem pobinali, zakaj je to tak njemu gre, se bolj uči ali bolj odprte glave, kaj je bilo vaše mišljenje takrat? Ja, Od otrok, ne? deca, jaz ne vem, mislim se, Ne. da bi to tako pominjali, ne, Mislite? videti, Aha. kako to, da se ti lahko učiš, jaz pa ne morem, ne vem. Ni bilo teh pogovorov. Ja, ne. Kaj pa on se je kaj bolj visokega držal zaradi tega? Zdaj? Ne Zdaj? zdaj, ne zdaj. Takrat, ko je bil še moj, pa ko mu je tako dobro Ne, šlo. ne, to Ne. so bili deca vsi enako. Tudi učitelji so bili tako enaki do vseh ali? Ja, jaz, tu se, ne meni se ni noben zamiral, bi rekla, da ne. Kaj pa takrat je že kaj govoril, kaj bi rad bil, ne? Ja, meni ta zadnje leto, zdaj ne vem, če on govoril, čula sem, da so govorili, da bi šel kot za župnika, ne. Za duhovnika, Za duhovnika, da se ja. pobudi Se to bom pa jaz Za zdaj to res Maribor ga vprašala, je- kako je pa pol to bilo, ne? Ker v bistvu on je šel po tej osnovni šoli v Dobovi, ne, v 4-5 letih, osnovne šole je šel v Maribor, v Ga bistvu je bil star 12. Ravnatelj ga je ga pripravil. pripravljal za sprejemni izpit. Aha, so se tako da učitelji so ga potrudili, se sprejeli pravi, da tam. so ga prepoznali, ne, kot Ja, nadarjenega in mu ja. pomagali, ne. Pomagali so mu. Aha. Šel je, pa sem že povedala, kako je on prišel, sploh, da je šel v Maribor. Ja, ne. to je res posebna zgodba, ne. Stric od starega očeta, Toporišča, je bil župnik na Lovrovci, na Pohorju, ne? In je dal on vojno posojilo Avstriji. Pokle mu pa Avstrija ni vrnila tistega gnara, je pa dobil 2 potrdila in je, da se na tista potrdila lahko šolata 2 v tej naši Toporiščevi familiji. No, in eno potrdilo so dobili Mrslavčevi, Vjeraslavci, a eno je pa, so pa dali našimi starimi očeti. Pa on se je še zišolal, ki je bil toliko stari, Avstro-Ogrsk, bil je advokat. A naš Pepi je pa kasneje šel, so pa rekli tam skozi, ko sta prišla z stricom iz Maribora na šole, pa so rekli, je to že prepalo, ne? Več ni Avstro-Ogrska, zdaj je Jugoslavija, s tem ne morete nič priti. Uveljavljati. Pa so vseeno stric hodili žim od šole do šole, no, in pokle so le, semenišči je dobil, leonišče so rekli takrat, ko so stanovali taki dijaki. In ko sprejemni izpit je naredil, pa samo 1 leto je bil v Mariboru, ki se je vojska Ja, začela, ne. malo več, ja. Mogel pa se bo prinesti vse, posteljnino, 2 para,
teh spodnjega perila, vse. Odejo, vse so mogli imeti. Pa tudi Žlice, pogosto ni vilice. mogel domov priti, ne, verjetno. To je bilo takrat velika razdalja, ne, ko ni Ja. bilo avtomobilov, ne, verjetno samo za Ja, praznike. redko kdaj. In sta zmerom šla oče, pa to ne, je šel na postajo, če je bilo po noč, pa rekel, oče, to ne ti, da si už vzel nekaj, če bi naj kdo napal, ne, da ga bomo. Rekel, da je Pepi, kako mu je bilo, ipak je Ja, bilo star slabo mu je 12, bilo 12 zmerom, let tu je je bil komaj tole. star, ne, ko je šel doma. Ja, ko je prišel zmerom, mu je bilo v cugi slabo. Pa jemu žemlju, pa tu pa nič ni pojel, vse je pogledal to ne ti, da je on tisto pospravil. Kako mu je bilo pa v šoli tam, mislim, Ja, se je od dobro kraja počutil, malo, ali mu je od bilo kraja težko? malo bilo težko, pogled pa tisto vse dojel, je pa bil pele. Odličen. No, po vojski pa je te res hodil v Pol je pa Brežce. še, ne? En cajt pa rekel, te nem nič dosegel v Brežcih, ne. Sta pa s planincem, Francom, s biciklimi se peljala v Maribor, da sta se prijavila pele v šolo. To je velikrat povedal, s biciklimi. Ampak dejansko je pa v bistvu to šolo, ne, v Mariboru prekinila vojna, ne, on se je 41. moral vrniti nazaj, ne, in pol že istega leta so bili izseljeni v Nemčijo, ne, v izgnanstvo, ne. Zdaj teta Zofka je rekla, da ne, glede na to, da ste bili familija, ne, da ste en del časa tega skupaj bili, vaše družine, ne. Žabkarji, toporišči, v Nemčiji, ne. Nemčiji, vlagali, strigali smo bili tam, 4 družine smo bili v eni sobi. Še nekaj od strine povedala. Strina je pospravljala pri Miksi, pri doktorji, ne. A v Nemčiji. Ja, ja, ne njena mama. Aha, mama njena. Ja. In je, ni jemu un prevajalca. Pa rekla, ne, mama tvoja, jaz pa vem za enega, ko bi lahko pri vas delal. Za Pepita Toporiščevega, ne. On je pa On je znal pa- latinsko, Pa nekaj, so se učili v šoli, ne, in je pokle on pri doktorji pisal. Moj oče pa hodil z očmi, nekak tisni zdravniki, pa rekel, pa prišel domov pa rekel, dajte tisto Toporišče, fant, piše pri doktorji. To je bilo nekaj bolj imenitno. Da pravi, da se mu je malo obrestovalo to, kar je se naučil v šoli, ne? Ja, Da ni najbrž, tako težko najbrž, ja. delal, ne? Ker večina mladih fantov so bili, mislim, mlajši pastirji, vem, da so bili moj oče pa destric, so bila prestirja pri kmetih, pa in so po tovarnah delali, ne? On je, njegemu pa le to znanje pomagalo, ne? Da ni bil da ni Ja. toliko fizično trpel, Nemščine ne? se on niso učil v šoli, francoščino se je učil. Pa je vseglih se to vse pa naučiti. Pa mama delala hmeljni tam v Nemčiji in je je povedala, da je sin študiral, pa je daval nemške knjige, tako da se Pepi še nemško naučil. In doktor. Kako? In doktor. Doktor ima tudi, no, da Ja, ja. je v knjigu. Bil je pa jako zaveden. Zima je bila tam huda, pa se je smilila Nemkam, ne, pa ima zaštrikala rokavice, ni jih vtal. Ni to. Ni jih vtal. Zaveden je bil. No pa ste se vrnili nazaj, v bistvu vsi, kjer ste te čase doživeli, ne, na, bi rekel, izropane domačija, ne, v eno težko življenje. Pol je Pepi naredil ta tečaj, ne, gimnazijski, in nekaj časa tle je bil tukaj, ne. Tle pa mislim, da ima pa naš sosed Pepi, Peter Koča, en spominek. Vi se pa malo spomnite tistega, ne, povojnega časa, ko Ja, ste jaz razmišljali, se ko ga ste rekel, da je bil zmislil. 10 let med njim pa med vami, ne. Ja, točno 10 let Ja, je se pravi, če je on bil ja. pol takrat okrog 19 let, ne? Ja. Star, ko so prišli nazaj, vi pa eni 9, ne, Devet, tako da se tako, lahko točno spomnite tako, ga, ja, ne? ja. Hodil je še z nami en cajt na pašo, nekaj cajta nedolgo. Ni se udeleževal tistih naših norij pastirskih, kar smo jih mi delali, on je večkrat je kaj bral, pa nekaj tako študiral. Včasih je prišel polik. Polik je šel na študije, se nismo več toliko razni, je prišel na Mostec, se je rad pri vsaki hiši vstavil, pokramljal, pogovarjal in to v balkanski dialektu čisto, ne. Pol vem, da je hodil po vasi s kako krampico ali sekiro, gor za bušle je nekaj popuca, tisto vašo parcelo, gor tiste grmove, praktično. Ja. Nekajkrat sem se srečal tudi v Ljubljani z njim, ko sem že zadnjič rekel, na ulici. Takrat je pa govoril čisto slovensko, pa čisto potiho, ne. Bil je pa zelo prijazno, vsega zanimalo, pri vsaki hiši kaj novega.
In če se je kaj dogajalo, je bilo treba vse njemu poročati. Zelo rad je imel, on je bil prav mošanc, pravim Ostal je vedno mošanc, ne? Zmeraj mi je ostal mošanc in to čisto po domače govoril, to se mi je od njega zelo zapadlo. Zelo prijazen je bil. Študirati je prišel v Ljubljano, ne? Veste za kaj, recimo, ne, najprej misli, da bo duhovnik. Kako je prišel ta izbor, da bo slovenistiko, da bo ta jezik naš študiral? On je še prvo mislil, da bi matematiko, poklega pa slovenščina bolj privlačila. Kako je on rekel, da vsak jezik ima svoj dom. Slovenščina ima dom tukaj, v Sloveniji, ne? Tuga pa slovenščina ga je zanimalo in on je stalno pisal tiste besede, kako mi rečemo, pa kako se knjižno reče. To je mu vse liste napisane, popisane s tem besedam. Kaj pa recimo med študijem je kdaj imel kakšne težave s kakim profesorjem, se spomnite, ali je to šlo vse tako gladko, idealno? Že potem, ko je bil profesor v Novi Mesti, je prišel enkrat Matej Bor na šolo. In zgleda, da ga tisti ravnatelj ni jemu najbolj rad in ga ni prikazal v taki luči, ko on bil v resnici. On je pa strašno se mu dopal ta Bor, pesnik, ne? In bi se mu bil rad prikupil, on pa ne. In pokle stalno sta imela nekakvo vojsko. On ga je kritiziral po časopisi, tam je pa nazaj odgovarjal naš, se ni dal. Ampak to je bilo pol že, ne, po končanem študiju, ko je že tisto eno leto delal pripravništvo. V Novi Mesti, eno leto. V samem študiju pa nikdaj nekaj jamral, čez koga se pritoževal. Ja, je rekel, jaz sem se tako prizadeval, da bi se mu prikupil, ne, temi Bori, ni bilo nič. No, Reza, ker si načela, nisem mislil povedati pod bom. Je ima tudi težave, krivica se me je godila. Ni bil v prvi rundi sprejet v SAZU, ne, in so nekaj nasprotovali tisti, ki so, ne vem zakaj. On se je to bolj zaslužil, kot pa tisti njegovi kritiki, na pol drugi, in to ga zelo prizadelo. In polno, čez nekaj let, čez nekaj časa je bil pa le sprejet. Je rekel, jaz sem si mogel vse zaslišati. Meni ni še nič šenkal. No, ki pa imamo Bora misli, vam pa jaz zdaj jaz sem pa imela Bora rada in sem njegovo pesem, enkrat v Brežici smo se dobova predstavila, pa sem jaz recitirala Borovo pesem in je bila jako lepa, pa sem si jo zamerkala in sem jo tam tudi v Brežicih povedala. Nek jesenski večer, v mračni ob Krški hosti, zmotili čudni gosti so tvoj mir. Vzeli smo izpod mahu, kar ni posrkala vase, zemlja te dolge čase, odkar si tu. Vzeli, kar v zimskih nočeh lisice so pozabile, ki so skozi metež nosile te vlačnih zobeh. Položil na vrisje sem tvojo razbito lobanjo, dolgo strmel sem vanjo, ves tih in nem. Kje je jasnina oči, kje so usni opojni, vame v grozoti spokojni dvoje votlin reži. Ne, to nisi ti, ti si se skrila vame, tu te smrt ne zajame, tu so še tvoje oči. Tu je ponosni tvoj stas, k meni gibko se privija, kadar burja zavija v nočni čas. Kadar sam s sabo sprt, ulico slepo zavlodim, s tabo kot v davnih dneh hodim nate oprt. Ljuba, pridi nocoj, vabite mesečina, vabite sila spomina, vabite ljubi tvoj. No, ja, bravo. Malo popestriti. Jaz se bom potem navezala na to krivico, ne, ko ste rekel, ampak njemu se je krivica že prej zgodila, ne, ko je on fakulteto končal, ne, on si je po vsem tem, kar danes vemo, zaslužil fakulteto filozofsko v Ljubljani, ne, pa zanj ni bilo prostora kar 11 let, ne, je v bistvu služboval kot lektor v Zagrebu, ne,
Takrat si pa vi že bila Ja, v že Žiži, ko ne? bil v Novi mesti, Ja, sproti. ste že bila pri hiši, ne? Vsako soboto prišel domov, da se mu veš upravil, pa Iz Zagreba? iz Novega Iz mesta. Novega mesta, aha. In iz Zagreba poklet hodil še domov. Pa iz Zagreba je on hodil dnevno domov, je stanoval v Zagrebu? Ne, stanoval je v Zagrebi. Veliko, Ja, ne? velikrat je pa prišel. Jaz sem se tudi enkrat o tem z njim pogovarjala, ne, in je rekel, to on je šel to peš na vlak, Ja. pa potem z vlakom do Zagreba, pa po ulicah, pa do fakultete. In ni bil prav nobenega, bi rekla, on zadržka, ne, on, ki je prišel fant z vasi, glede teh purgarjev zagrebških, ne, on je imel ta svoj ponos in se ni dal Pa zmotiti, po ne. noči je tudi Ja. prišel velikrat s tistim zadnjim vlakom. Vsake sorte je bilo. Jaz imam pa osebno eno tako tudi anekdoto, ko sva se enkrat pogovarjala na vasi, kako se je angleščino naučil, ne? Ker ste rekli, on se je učil francoščino, ne? Ja, ja. Pa latinščino, Nemščino je pa zdaj, nemščino je znal, v potem je bilo Nemčiji. pa treba, ker je videl, da bojo te njegove poti bolj akademske, angleško. In je povedal, da je utrpel en zlom noge in je ležal v bolnici v Zagrebu. In potem so k njemu prihajale te študentke, ki jih je imel, ne, na fakulteti, so mu prinašale knjige in on se je tako v par tednih sam naučil angleščino, ne. Tako da res je imel kapacitete, Ja. neverjetne, Nogo ne. je pa jemu zlomljeno, ki je šel v Vrbino po žrbico, ne? In je zajahal, žrbica se pa vzpela, pa ga se je vrgla nakla in je na enega pala in mu je strla tu nogo. No, in tu je pa še mama povedala, da ni ga nobeden smel drug previjati, kot samo mama. Ja, mama je bila verjetno zelo ponosna na njega, ne. Ja, je bila. Verjetno zelo, Včasih je zdaj pa tudi lahko bila, je ne. bil včas siten, včas je pa rekla un moj žlehnjak. To pa mama tudi lahko reče, ne? Dobro. Do pol je pa, bi rekla, v tistem času, ko je on bil v Zagrebu, ne, je dobil tudi to štipendijo, in ki ga je vodila potem v Nemčijo, ne. In verjetno je bila to prva njegova pot v tujino, ne, takrat nismo tako potovali. Pa v Ameriko je tudi prvo v Ameriko. Prej je bil v Hamburgu, ne. Mogoče bi Ivanka povedala kaj o tem. No, bi toliko zdaj tega ravno ne vem, tako natančno. Najprej je bil v Hamburgu, je že imel svojo družino, ne. Že je v Ljubljani je že bila družina, on je potoval Ljubljana, Zagreb, Mostec, vmes je prihajal domov. Jaz se tudi spomnim, da smo še kot otrok smo na Mali Ivci vkopali in je čiha puha, ne, se pelala proti Ljubljani in je stara mama rekla, joj, tu se pa zdaj Pepe pela. In je res en človek je mahal čez, jaz nikoli nisem ugotovila, ali je res to on bil, ko se je lahko, da je bil, pa vedno je gledal, zdaj se moramo pa obrniti proti, ko smo se pelali s staro mamo tudi medve, pol enkrat v Ljubljano, je rekel, zdaj pa moramo pogledati proti Mostci, ne, tako, da smo pogledali, kako se z te druge perspektive vlaka, ne, kako se vidi. No, bi pa na prejšnjo temo bi nekaj rekla, jaz sem ga enkrat, ravno ko so bile okrog zdrahe, okrog teh akademskih voda, ja, akademik ali ne. V bistvu sva se enkrat, ko sem bila še študentka, tudi pogovarjala, pa sem rekla, stric Pepi, midva sva se po mošensko pomenila. Sem rekla, stric Pepi, pa kaj te pa tu tako, pa kaj je tu, da te tako vsi, ne, da te vsi nečejo. Sem rekla, da te vsi nekaj ugovarjajo, vsi kritizirajo, kako si naredil narobe. Je rekel, meni tako veš, je rekel, kritizirajo že. In skritizirati je lahko. Samo, če kritiziraš, če si nekaj skritiziral, moraš na novo napraviti. Tega pa do zdaj staro vreč, tako kot sem jaz mogel, dokazati, da je nekaj drugega boljšega, do zdaj še tega ni naredil in taki se jaz nimam kaj bati. To je bilo dobro, da nisi preveč k srcu Tako. imel vseh kritik, ne? Ja. Ja, Kar se pa Mateja Bora tiče, ne, bila sta na jezikovnem področju, sta bila borca. Drugače je pa on zelo spoštoval njegovo delo, njegovo pesništvo in te zadeve.
zelo. Tako da tudi Borove pesmi je prebiral, tako da kot Mateja Bora, kot človeka, kot pesnika je zelo spoštoval. Pač pa Brano je pa svoj literarni oziroma jezikoslovni del, tako kot jezikoslovec. In sta si potem v delu, mi smo doma imeli tudi moj oče je bral Delo in v sobotni prilogi sta imela pisma bralcev in sta si pisala. Ja, tako da je napisal mu celo enkrat, stric je napisal mu odgovor, ne znam več tistega dela, kar je Bor napisal. Jaz sem bila že potem tudi poročena, že sem bila učiteljica v Dobovi, pa je napisal in naš Bore kar pač zmore, zdaj debelo svojo ritko vpeljal je v politko. V bistvu, ja, to sta si kar prvočila od drugega in potem je napisal stric na koncu, jaz sem zdaj zaključil. Ja. Še ena zanimivost je, ko si zadnjič omenila stric, ko je bil v tej Nemčiji, ne? Takrat je na Mostec tudi prišla prva revija Neue Mode, ne? Naša teta, teta Pepca, ona je v mladosti zbolela za otroško paralizo, ker ni bilo takrat zdravil takih, je bila invalidna, ampak in tudi ostala med vojno doma in se priučila šiviljstva. Učila se v Brežcih, za pravo šiviljo. V meščanstvu ne. Ja, Brežci se učila. V Brežci se večina mogo šole nositi mleko tisti. Dobro. Ampak to ni bil nek uk silni, ne? No, in potem je on prinesel, ko je bil v Hamburgu, je prinesel Neue Mode, to je pa teta Angelca povedala, ki pa je, in bi to ona veliko bolj vedela povedati. Kar povej. Ne, kar dajte vi. Ja, to je bilo malo takih šivilj, ki bi v tistem času imele tako svetovno modno revijo na voljo, da jo dajo na vpogled stranki. Pepca je meni šivala, in jaz sem njej razlagala, jaz bi to tako, je rekla, kaj se tu zmišljuješ. Gle, tu imaš revijo, pa si zber, ne. Jaz sem bila frapirana, takrat nismo vedeli ne za Neue Mode, pozneje je imela pa tudi Burdo. Tako da ona je bila v tistem času hudo napredna šivilja, in seveda imela je tudi možnost dobivati, on je uredil tako, da je vsak mesec dobila novo revijo, tako da smo bili zelo seznanjeni s svetovno modo, ne samo z domačo. Je še kakšne novosti prinesel, tako je sebi kaj prinesel, ker jaz mislim, da je to bilo nekaj posebnega takrat v tistih letih 60-ih hit v tujino pa... Jantar, z Jantarja, ko je bil v Moskvi, je prinesel vsem trem nam obeske z Jantarja. S tem, da Veronika pa jaz sem še zdaj tak obesek doma. Veronika pa jaz smo dobile tak bolj naraven kamenček, ki je bil sicer zbrušen. Ana, ki je bila pa še mečkina, ona je pa dobila posebej tak srček zbrušen z Jantarja, v katerem je tudi bila neka mravljica. Mravljica, zaradi tega je bila posebej dragocena. V glavnem jaz vem, ko smo se pri biologiji pogovarjali o Jantarju, sem jaz nesla tisto obesek pokazati, kaj to je. Tako. Ja, on je bil zelo študiozen, veliko časa je res posvečal študiju znanosti. Kdaj se pa poročil, v katerem obdobju? To pa življenjepis uradni ne govori, tako to sem pa jaz radovedna. Preden je šel v Zagreb? Ja. 54, pa tam neki, vem da 56, 57. Vidva sta se... Kdaj sta se pa sinova rodila? 54. Ja. Za vama. Ja, Tomaž oziroma Andrej je rojen, jaz sem januarja 60, Andrej je pa decembra 60, tako, isti letniki smo. Ta starejši.
Tomaž je pa 62, je pa eno leto mlajši kot Ana, ja. Ja, se pravi, to res tisto bo zagrebško obdobje, ne? Tako da smo, tako da smo sinovi, seveda, ker jih je pripeljal na Mostec, preživeli tudi veliko veselih in lepih uric. Ja. Ko je bil že v Ljubljani, ne, se je vozil v Zagreb, pa zvečer, včasih je prespal pri nas, ali se pa direkt v Ljubljano peljal, ne. In takrat zvečer smo vsake sorte imeli debate, pa ki je mislil študirati, ne, da bo včasih rekel, da bo župnik, ne. Pa smo rekli, zdaj nam pa neka predigvaj, ne, pa on predigval kot župnik, ne. Pa ki je bil pameten, pa smo rekli, veš, ti če bil župnik, ti bil višno zdaj že v Rimi. No, moram pa še to bi rada povedala, ko je prihajal iz Zagreba, jaz sem bila še mala, sestra Veronika malo večja in jaz se prve pravljice spomnim ravno, da mi jo je on prebral. On je seveda prišel tudi zmrtran iz Zagreba in to. In ne boste verjeli, Pinokio je bil, ne, to, Ostržek, ne. Jaz sicer ne vem, še zdaj mi ni jasno, zakaj je on rekel Pinokio, jaz vem, da je potem to ratal Ostržek. V glavnem, ko je prišel, še ni odložil nič, ne, jaz sem že tam v hišci, tam spal, ne, sem že čakala tako na eni kosi, je bila knjiga in sem stala in sem čakala, kdaj se bo on vendar zmislil, da bo tisto knjigico odprl, ne. No, ni tako, je pa, ne, jaz bi bila kar brala, jaz bi poslušala, ne. Mene še zanima, kako je družina to, recimo, kako je živela družina z njim, tako posebnim, ne, tako študioznim, potujočim. Srečo je imel, ker je imel tako ženo, ne, da mu je vse odobrila in je rekla, razumela ga je. Tako. Pa še to, tako kot rečejo, ne, za vsakim pomembnim možem stoji pomembnejša ženska. To je ona bila. Da se on lahko sploh ukvarja vsem tem, je ona imela popolnoma vse na skrbi, ne. V mojih študentskih časih, ko sem se tam k njima oglasila, ker sem stanovala tudi od njegove žene, od tete Eve, v stanovanju od njenih staršev, sem kdaj prišla tam in je rekla, veš, Jože mora dobiti nove srajce, pa hlače, pa to. Ona je šla v trgovino, tam so jo že poznali, ona je imela vse vedno že prej nabrano, da ko je Jože, ne, privolil, da je šel probat, da sta šla v trgovino, da je to sprobal in da je to ona, da sta potem to kupila, ne. Ja, to je sreča, ne, da je imel tako fajn. Ona je vedno, vsake stvari ga je podpirala. Podpirala mu, ona je bila tudi profesorica slovenščine, zato sta se tudi pogovarjala o teh stvareh, veliko debatirala, tako da sta se v bistvu zelo dopolnjevala. Ona je v glavnem njega, namesto njega vse ostale stvari delala oziroma vzgajala tudi fante. Ne morem reči, da se ni on ukvarjal z njima, ne, ampak vse tiste stvari, ne, ki jih moramo v življenju tudi opraviti, so bile njena skrb in ga je res podprla. Jaz mislim, da tudi se najbrž njeni dalo vsak vikend, skoraj vsak vikend na Mostec, ne? Ona je bila pa ljubljanska. Ljubljančanka je bila. Ja. Naložili v avto, gremo in so se peljali na Mostec. Če pa niso oni v teljet, je pa sam prišel. Ja, se pravi, da si je vzel dosti svobode, ne? Ja. Zdaj smo slišali, kakšen je bil mož, ne? Zdaj me pa zanima še, kakšen je bil kot profesor. Nana. Slišala o njem, da jaz ga tako osebno nisem poznala. Jaz samo govorim lahko kot o svojem učitelju, ki sem ga zelo, zelo spoštovala. On je bil vodja našega letnika, celotne generacije, tam je bilo okoli 100 študentov v prvem letniku. Vem, da so bili razni izpiti, tako da se je potem 30 samo končalo, torej se je bil precejšen osip.
Nikoli pa jaz nisem slišala o njem od svojih kolegov ali pa prijateljev kaj slabega. To je res. Vsi so ga zelo, zelo spoštovali. Kar je bilo meni, in to je res, kar je bilo meni zelo všeč, je bilo to, da je bil do vseh enak. Jaz, ko nisem nikogar poznala, ali pa to, tam so študirali tudi otroci iz uglednih družin, s pomembnimi priimki, on se je do vseh enako obnašal in vsakega enako spoštoval. In pa, to sem še mojci posebej rekla, imela sem občutek, no se morda se motim, da je imel rad bolj preproste študente. In zaprav meni se nisem nikoli upala z njim tako pogovarjati človeško. Jaz sem prvi zahvaljujoč mojci, pa gospe Rezi, malo pred njegovo smrtjo spregovorila z njim tako kot človek in vam povem, da bi je strašno dano, ker bi je v knjige, neke knjige, ki imam njegove, jaz sem kar se seboj prinesla in sem rekla, jaz sem to tako ganjena zdaj, da ste me učili. In mi je napisal moji kolegici in to je nekaj najlepšega, kar sem življenje doživela. To je bilo verjetno na bratarskem večeru. Tako, ja, to bi rekla, ta moj prag smatral tako vreden. Tako res, jaz sem mu hvaležna. Res pa je njegova poštenost, doslednost, delavnost. Vsa predavanja je imel zjutraj ob 7. On je prišel poln energije, ni bilo premorov, po 3-4 ure delal, vaje je delal z nami. Mi nismo imeli docentov, asistentov in vsega tega, to je vse on sam naredil. In tudi na izpitih je bil izredno pošten, pravičen in se spomnim tudi, da je tako marsikoga tudi znal, da je padel, ko ni pričakoval in tako. Zahteval je svoje. In jaz mislim, to je moje osebno mnenje, pa tudi ko vas poslušam, sem prepričana, da je to res, da je bil on posebno nadarjen človek, ki pa je imel še to srečo, da je imel močno voljo, da se je tudi v takih krogih gibal, da je lahko tako uspel. Predvsem pa mislim, da je bil genij, no, mislim, da je bil nekaj posebnega. Bil je pravičen, seveda na izpitih do vseh, ampak imel je en poseben občutek pa do študentov iz tega domačih krajev, ne? Povej, kako je to izgledalo, tako zaščitniški, ne? Ja, zelo je imel nekako, je skrbel za te študente, ki so študirali pri njem, zanimal se je za njih, kako študirajo, če hodijo na predavanja, če to eno, vse je to poznal, tako da je tu kar tako in tudi za eno profesorico, ki jo ni videl, da hodi na predavanja, je teto angažiral, svojo sestro, je rekel, Mica, tam pojď pa pove, da dekle ne hodi na predavanje. Tako je bilo. Če si se odpravil študirati, je treba doštudirati. Tako, ker sem jaz, ko sem šla v Ljubljano, sem nekaj pojamrala. Pa najprej po prvem tednu, ki mi je bilo strašno dolg čas. Pa mi je oče rekel najprej, je rekel, če si se podstopila, tam, pa ne pojď nazaj, če si se podstopila. No, potem smo se pa k stricom pa vozila, ko je v nedeljo prišel, pa smo se zvečer pelala domov, je rekel, ja, veš, voljo je treba imeti. Verica je namreč rojena v Chicagu. Ja, ti si tam rojena, veli. Kaj se ti kaj spomniš, veli, kak tam zgleda tu v Chicagu? Vsakla veš, da jaz jako malo 4 leta pa pol sem bila stara in sem veliko že pozabila. Vsaka vem, da tako ni, ko je zdaj, takih stavb ali pa teh nebotičnikov, koga ni bilo. Zdaj pa to, zdaj pa vse drugače, veliko je nebotičnikov, ko se je razširil ta Chicago. Bil pozor, mislim, ni mislil sam na sebe, ne? Se je spomnil, da ja, spomnil se, in tukaj, ko je prišel nekaj domov potisnil, me vidi, pa me prošal, se rekla, jaz ne vem, kako tega. Za vse se je zanimal. In za svoje sošolce se je jako zanimal, kaj še. Lojš Škvarčev živ je rekel, sem rekla, ja še. Pa Benkučev Ivan je bil njegov sošolc, pa Cvetkov Jože z Rigunc, pa kjer še. Stanko Prosevčev. Pa Stanko Prosevčev, pa Štraus, je pa bila tudi sošolka Merica Hrvatičeva od Cineta Vučajnkovega žena. To pa bila njegova ljubezen. Ja, v šoli. V osnovni šoli? Ja, v osnovni šoli. Še
4 leta sta hodila. Od potnika. Ja, in fort smo ga, ja, tvoja Merica smo rekli. Hrvatičeva. Ja, Hrvatičeva, ja. Tako, ja. Ja, zdaj se bo čank pisala, ne? Kaj pa, ko je prišel recimo doma, je bolj bral ali se je lotil dela tudi z vami, je prijel za orodje kako? Ja, napreko, dokler še v Zagrebu od kraja štidiral, tiste besede pisal, vsake sorte na glase, ne? Ko pa nehal tu na drevje, na drevu, rezal tisto, mama pa vždolj pal, ne? On ni nič porejtal, vse je obrezal. Jaz pa tudi, jemu se tako za strokovnjaka, ne. Jaz sem mu pa pregovarjala, sem rekla, to vejo, spredolgo pisto, bokle so pa všetnila. Je rekel, pa ne ti, če bolj znaš. To se dobro zastopila vidva, ne? O, ja, rad me jemo, jaz pa jem ga tako, mislim. Vidva sta res tudi sem šla po voli, smo tu skuhala tako, ali pa tudi če kaj pregovarjal, sem popravila, ne. Rad je pregovarjal, Frani. Pojel pa vse. Ja. Ko je prišel domov, ne, še je bila stara mama. Pa tak, mi smo imeli 3 obroke, ne, 3 glavne obroke. Pa on je pa prišel mogoče tako vmes domov in je rekla stara mama, kaj si gladen? Ja. Pa krompirja skuhala, našnite krompirja mi skuhaj, kaj je najboljši krompir bil na Mostci. Pa je rekla stara mama, tukaj pa jo, ne, prvo skritiziral, nisi posolila, zdaj je to nisi dožbila, ki je malo mu čebulo, mu je prepražila na masti, ja, zdaj to nisi, nazadnje vse pa jo, je rekel, mama, ko bilo dobro, kaj misliš ti, da je zaglajen? Stara mama pa rekla, i kakov pa. Po 80-letnici smo odpirali knjižnico novo in je bil on tudi častni gost. In takrat smo tudi postavili ta, v bistvu njegov, on je rekel, da v knjižnici Brežice dobil svoj kot. Rastočo zbirko del Jožeta Toporišiča. In takrat, ko je bilo odprtje, je on šel tako spretno po stopnice, da sem ga jaz ustavila, ker sem se bala, ker nimamo enako višino stopnic, da ne bi padel. Tako da pri 80-ih bil je še izredno vitalen, bister, tudi popravil me je, recimo, jaz imam težko izgovarjam oske oje, ne, da kje Dobovščani rečejo upa, kje je op, kjer je tak op, osneka ni, tem kje, da jaz ne bi vedela, ampak da ga težko izgovorim. Tako da dejansko pri 80-ih je bil še izredno čil in vitalen. Pa vas je popravljal vaš dialekt, da je tako po mošansko niste prav rekla, ali knjižno niste prav? Knjižno. Ja, ko ste knjižno govorila. Ki sem tisto knjižico izdala, ne? Pa sem rekla, zdaj pa Pepi sem vsela, pa ti mi jaz vse prebrala. Ne? Ki mi je popravil na glas, ne? Pa na glas pa še kjero besedo, tako da moram drugor zgovoriti. No, pri vsaki nazadnje pa rekel, veš, vsako pesem pa lepo zaključiš. Pa te, vi ste prinesla kar nekaj knjig, ne, danes. Koliko je zdaj njegovih del v Brežiški? Zdaj v Brežiški knjižnici je 76 samo knjig, pa 50 člankov imamo še, ki niso obdelani. Drugače, cel njegov opus je pa 363 knjig, pa mislim, da 487 člankov, kar je v bistvu zabeleženo. Tako da dejansko si želimo sčasoma, da bi dobili celotno zbirko, počasi zbiramo tudi članke pa te zadeve. Tako da dejansko smo zelo ponosni na njega. Čeprav jaz pravim v knjižnici, da imamo 2 velika slovca, ne, v Brežiški občini Pletešnika in Toporišiča. No, jaz sem pa zdaj v nedeljo gledala, pa ne vem, če je bil na drugem programu Televizije Slovenije, je bil pa ta dokumentarni film posnet o 85. rojstnem dnevu. Ja, takrat je bil tudi posnet, je bil v knjižnici, del odlomek iz tega in tudi predpremiera je bila v knjižnici takrat, ker je bilo ravno njegov rojstni dan, praznovanje njegove 85-letnice in pokrivalo se nekako z občinskim praznikom, tako da dejansko je bilo takrat nek način poklon njegovi 85-letnici. Meni je padlo v oči, kako je bil on pri 85 letih vitalen, kako zravnano držo je imel, kakšen spomin, kakšne iskrive misli, nenavadno za 85 let. Pa mi povejte vi, kaj on mogoče se je trudil, da bi bil skozi življenje tako fizično vitalen, ali so bili to res geni, je kaj posebej delal na tem?
Ja, rad je delal, ne? Aha, to pa eno nedeljo sem jaz prišla od Maše, pa bilo treba detelj na Treblje je obračati. Pa pride Veronika, soseda, ona se je že naobedvala, pa reče, jaz bi ti pa pomogla obračati. In me gremo, joj, detelj na debelo, tisto vrtimo. Kar naenkrat vidim, da se en avto vstavi tam na cesti, evo ti, Pepi pa Eva. Odmah sta vile vzela v roke, pa smo obračali, se videli. Prva je Veronika, uno sem jaz, uno pa tam Pepi. Še nisem videla, veš, ki smo jo. Ja, na debelo. Dobro, ampak on je recimo, ko je prišel sem, je res delal fizično, ne? Kaj pa recimo v Ljubljani, ko je pa recimo le večino dneva presedel, so pa imeli vikend na Gorenskem, so imeli, tam je pa imel tudi enih par drev, pa vrt, pa on vse uplev, pa posadil, sam posijal. Eva ni prišla veliko v teh, bi rekli, polik. Vse o njemu na brigi. Bil aktiven, ja, ne, bil. telesno. Ja. Glede hrane je pa imel rad to domačo Ko sta pa sem prišla s Evo, To pri nas povedal, da pazi na Da pazi na prehrano. In tudi, kot je Ivanka rekla, veliko je hodil, tako da dejansko po vseh hribih Je sta se se bil nase, naš naredili zdrav način življenja. Tudi po Ljubljani z fakultete, ne, je hodil peš. Ja. Velikokrat je za Bežigradom so stanovali in je iz filozofske fakultete, tam dalje, ko je... To je par kilometrov. Ja. Edino pripeljal se je, strolo se je pripeljal, če je moral pol nazaj hitro iti, drugače pa peš prišel. To pa poroka, tam je moj mož, to ne, je bil za pričo. Je bil fejs tudi. Pa res je bil To je povrat od Eve tam, povrat od Eve. Ja, pa še nekaj. Ko smo se pogovarjali, ne, pa zdaj Pepi se ni kmečke stvari tako razumel kot tole, ne. Pa je rekel, kaj Pepi, on Pepi nič ne ve, on je tu posteril. Kaj pa recimo je kdaj govoril o starosti? On je pravzaprav, ko si ga gledal, ga nisi dojemal kot starega človeka, ne? Čeprav je to zdaj bilo že, recimo, ko se zdaj spomnim 80 pa še več let, ne? Fejst je bil, ne, tako se držal dobro. Pa je kdaj govoril o starosti, ali sploh ni o tem govoril? To za njega ni obstajalo. Ne. S Tonetom sta, ko je prišel, če sam prišel, ne, sta šla v Dobravo, pa sta šla na Krajinsko pusto, vse sta prehodila. Po vasi sta pa pride Pepi sam, ne. Sem rekla, kje pa Toneta pusto? Je rekel, z vsakim se pomina. Zdaj pa, ko je bil star, je pa on, z vsakim bi se bil. Se pravi, to je bilo v familiji njihovi. Familiarno. Ja. Dogovorili, ne. Kdaj je bil zadnjič na Mostecu? Joj, mislim, da je 3 tedne pred Sesveti. Zdaj že, ali? Oktobra. Ja. Zdaj, jaz tudi vem, če dopolnim, jaz sem ga srečevala ravno ob 1. novembru, ker je bil očetu sošolc, ne. In so imeli tudi grob, eno vrsto imate pred nami, pa eno do... Vsako leto. In dejansko sem ga jaz tudi tako, bil je zelo človeški, jaz sem takrat študirala pedagogiko, on je imel na drugi strani predavanje slovenščine, ne. In ena zanimiva štorija oziroma zgodba, ker takrat smo se poznali pozdravljali in jaz ne vem, zakaj me enkrat pičilo, sem rekla, se on tako ne ve, kdo sem jaz in sem ga nehala pozdravljati. In on potem očeta sreča in mu pravi, je rekel, jaz tvojo hčero poznam, ona pa mene ne. Ampak potem so se še vedno lepo pogovarjala, vozila z vlakom v nedeljah včasih v Ljubljano, jaz sem šla kot študentka, on ko se vračal doma, tako da dejansko bil je vedno zelo korekten pa direkten. Vsako leto prišel. In je šel pred dom, ko so tam partizani, plošča, in pred cerkvijo. Zmerom je stal pred enih in pred drugih in pokle na Bretofi. Ko sem bila sama, ne, pa je bilo Jožefovo se je bližalo. Pa sem v Trsi že obrezala, treba je bilo stupe popraviti. Nisem imela človeka, da bi mi bil, pa ti pride od na ograji, ga zamerkam. Joj, sem rekla, Pepi, pojd z menoj v Trsje, boma stupe popravila. Odmah smo se peljala v Trsje. On je bil strašno natenčen, to je bilo treba, v ravni vrsti so mogli stati, vse smo odkopala, da smo je poštimala, ne.
In pokle, ko je bilo fertik, smo pa šla še v Kozolc, tam Ivankino trsje. Tam je pa njena tašča vezala, pa sprut, param, pa pijače dola. In dve flaše je mi za domov, je rekla, da je už praznoval Jožefov. Je zamenila, kako je poravnaval stope, ne? Je Senica to v petek povedal, se neko, da mora prijeti, pa sam povedati, ne? Je šel po vasi gor, pa dol kontrolo je imel tako kot ima danes Peter, ne? In so Šenica to je tudi postavili ta plot, ki ga imajo zdaj. In so bila sinova, oče je bil živ, ne. Rekel, to ne bo dobro. Kaj ne bo dobro? Narobe delate. Kako pa? Prvega zabijte, prvega zabetonirajte, drugega zabetonirajte, napnite vrvico in potem še ostale. Do Pepi, do otroka. Tako da je znal komandirati. In povedati, kako je prav, ne? Ma kdo še kaj tak zanimivega, recimo? Za nazad je čisto 2 let pa puče tega, je prišel domov, pa ni bilo več te hiše Žibertove, ne? Pa pride tam do ograje, pa mene vidi tam, ker sem sedela veli, pa me pozdravi, pa sem šla k njemu, se pozdravima, pa se tako malo nekaj pogovarjamo, v zdravje pa tak. Pole pa treba spet naraz, on je šel v Ljubljano jet, pa spet se pozdravimo, če se nema več videla, je rekel. Nazad je furt začel. Ja, če se nema več videla, je rekel, adijo, ne. A se ne bomo še, se nisi še tako, ne. Kaj ni, stari smo že bili, pa vse glih. Sraka ne bomo se še videla, pa se res nismo več videla. No, zdaj, če smo počasi zaključili, ne, bi sem še rekla, ne, da 9. decembra se je pa res njegova življenjska pot zaključila. Mislim, da smo Mošanci lahko ponosni, da smo del svoje življenjske poti delili tudi z njim. Ne. In ko sem prej govorila o tisti modrosti, mogoče lahko zaključim, da lahko rečemo, da se lahko od njega naučimo, da je treba verjeti vase, ne? Da je treba trdo delati, vztrajati, da pridemo do uspeha, pa da ne smemo biti malenkostni, da nas ne sme zmotiti vsaka ovira na poti do cilja, ne? Ker le tako nekaj lahko dosežeš, ne? Mislim, da je to bilo zelo značilno zanj. Pa mislim, da nam je vsadil res spoštovanje in ljubezen do slovenskega jezika, ne? In mislim, da bi bil zelo vesel, če bi bil tudi nocoj z nami, a mogoče je pa celo bil več in bolj, kot smo mi priznamo, ne? Vsega še niti ne vemo, ne? No, zdaj v koncu bi se jaz zahvala vsem vam, ki ste sodelovali pri pogovoru in delili z nami spomine. Potem vsem našim, ki ste pomagali organizirati ta večer, vam, ki ste samo prisluhnili in tudi civilni pobudi, ki je, bi rekla, sprožila ta večer, to srečanje. Ta pobuda civilna pa je pripravila tudi neko določeno pobude, s katerimi bi počastili trajno spomin na našega dragega sovaščana, akademika Jožeta Toporišiča. In zdaj bi vam jaz te pobude prebrala. In če se z njimi strinjate, bi vas prosila, da se vsi skupaj spodaj podpišemo, ker bi jih naprej posredovali in bi še kako pridobitev za naš kraj in za spomin Jožeta Toporišiča pridobili. Tako. Prisotni predlagamo Slovenski akademiji znanosti in umetnosti, Ministrstvo za šolstvo, Ministrstvo za kulturo, Vladi Republike Slovenije, Občini Brežice, Krajevni skupnosti Dobova, Osnovni šoli Dobova, Javnemu skladu kulturnih dejavnosti, Organizacijska enota Brežice, Knjižnici Brežice in Posavskemu muzeju Brežice. Preimenovanje Osnovne šole Dobova po doktorju Jožetu Toporišiču, ker je to šolo v domačem kraju tudi obiskoval kot učenec. Potem postavitev spominske plošče na njegovi rojstni hiši na Mostecu v roku 1 leta. Postavitev večjega spominskega obeležja na Mostecu in na Vegovi ulici v Ljubljani ob drugih pomembnih Slovencih v doglednem času. Da bi slovenski kulturni praznik v letu 2015
v občini Brežice posvetili spominu in delu dr. Jožeta Toporišiča. Njegovo delo, predvsem pa skrb za ohranjanje slovenskega knjižnega jezika, naj postane predmet proučevanja vsakoletnih srečanj slovenskih strokovnjakov v Dobovih. To so pobude. Če se s tem strinjate, mislim, da bi bilo lepo, če bi se vse od tega uresničilo in se bo, če bomo se vsi podpisali in to želeli. Ne? Hvala.